Dobrodošli v oddaji Ambienti. V današnji oddaji vam bomo pokazali stanovanje, ki je bilo prvotno del dupleksa in so ga naknadno razdelili na dve samostojni enoti, življenja polno žepno stanovanje, ki ga je lastnica opremila s strastjo, in hišo, ki so jo postavili na stebre, da bi čim manj posegali v teren. Želja investitorja je bila zasnovati hišo s čim več zasebnosti v praktično mestnem okolju in hkrati izkoristiti naravno okolje v njeni bližini. Želeli so leseno montažno hišo, pri tem pa so bili tako dosledni, da ima hiša celo leseno talno ploščo. Ni potrebno posebej razlagati, da je ta hiša nekaj posebnega, modernega, unikatnega. Je odraz investitorjeve želje, oblike terena in omejitev prostorskih aktov. Zasnovali so jo v arhitekturnem podjetju Leo Atelier Vesna Požek SP, v podjetju Richter pa so jo izdelali in postavili zgolj v 5 mesecih. Gospa Vesna, parcela je umeščena med dve cesti in nagnjen teren. Kako ste se pri načrtovanju lotili te problematike terena? Objekt smo dvignili na stebre, s tem smo rešili večino problematike nagnjenosti terena in omilili vplive okoliške krajine, vplivov na sam objekt. Z zgornje strani je dostop, s spodnje strani je površina tlakovana in tudi dostopna. Je pa zahodna, se pravi tale zahodna cesta zelo prometno obremenjujoča. In s tem se je zgodilo, da sem se odločila, da sem pri projektiranju zaprla ta zahodni del objekta. Je manj zaseklenih površin. Kljub temu sem pa želela nekako obrniti objekt in odpreti navzven tudi na tej strani. Hiša je videti lesena, je tudi v resnici takšna? Hiša sama je umeščena na robu mesta. Ima čudovite danosti, naravne. Krošnje je moč opazovati iz samega objekta. Te tudi po letnem času mečejo zelo senco in tako naredijo prijetno bivalno okolje v samem objektu. In zdaj, ja, stebri pa temelji so mogli biti armirano-betonski, drugače ni šlo. Ja, je pa res, da nad stebri je pa objekt praktično lesen. Je nekaj jeklene konstrukcije zaradi večjih razponov pri samem objektu, ker so pač prostori zelo veliki in odprti. Je pa lesena plošča nad stebri, potem zidovi so vsi leseni in tudi strop in ostrešje je leseno. Zdaj, meni je bilo edino smiselno tako leseno konstrukcijo potem obleči tudi v lesen ovoj plašč, tako da delno je fasada macesnova v objektu. Eno piko na i pa daje ta zgibana pločevinasta streha temu objektu, ki se zelo lepo poda k lesenemu izgledu. Dolžina strehe je 27 metrov. Da bi jo razgibali, so sleme nagnili in 3-krat višinsko prekinili. Žlebov na strehi ni videti. Odtočne cevi in žlebove so skrili v strešini. Lastnik je želel, da vsaj ena stena ni vertikalna. Nastala je stena nagnjena približno za 30 stopinj. Hiša deluje iz ene strani kot običajna hiša na ravni podlagi, z druge strani pa kot da je neka obmorska hiša, ne vem, nekje v Santa Moniki ob morju. Ja, dejansko je zgornji del prilagojen nivoju zgornje ceste, spodnji del je pa ostal seveda prilagojen spodnji cesti. Razlika med spodnjo in zgornjo cesto je praktično več kot ena etaža. Ampak zgodilo se je, da je pač s tem omogočeno, da je tudi dostop bil iz zgornje strani, tako je bilo zahtevano tudi v prostorskem aktu. Spodnja stran je pa še vedno dostopna, kar je pa tudi nekako investitorjeva želja bila. Gospod Janez, hiša je bila kljub kompleksnosti zgrajena precej hitro. Ja, res je. Hišo smo zgradili približno v 5 mesecih.
do 4. podaljšane gradbene faze. To je več kot za običajno hišo, ker kot vidimo je hiša zelo zahtevna z ogromno detajli in je bilo treba ogromno ur vložiti in seveda tudi s tem se je podaljšal čas izgradnje. Drugače mi običajne hiše gradimo približno v 2 mesecih do 4. gradbene faze, medtem ko je pa ključ gotov že v pol leta. V podjetju Richter se zavedamo, da je gradnja hiše življenjskega pomena za vsakega posameznika. Vemo, da je treba tudi ogromno angažiranosti in napora posameznika in glede na to, da je danes smo vsi omejeni s časom, smo v podjetju Richter nekako ponudili servis za stranke, ki jim praktično pomagamo že od samega začetka pri odločanju nakupa parcele pa vse do gradnje. Hiše Richter so visoko kakovostne, kvalitetne, unikatne, vedno so usklajene z investitorjem in skladne z okoljem in z veseljem rečemo, da so to naše hiše. In kako dolgo stojite za svojim delom? Za svojim delom stojimo 35 let garancije. So tudi sicer običajno vaše hiše pasivne, kot je ta? Veliko naših hiš je pasivnih, ta hiša je pa izredno dobra pasivna hiša. Pri tej gradnji smo uporabili praktično naš najboljši sistem, pravzaprav smo ga še izboljšali. Če smo hoteli doseči, glede na to, da je hiša tako zelo razčlenjena arhitekturno, je povsem atipična za pasivno gradnjo in smo morali praktično še izboljšati naš sistem in na koncu smo dosegli odlično pasivno hišo. V čem točno pa je ta nadgradnja vaše pasivne gradnje? Za osnovo smo vzeli konstrukcijski sistem Richter Passive Plus, ki je v tem primeru ni zadostoval in smo ga morali še nadgraditi, tako da ta stena ima sedaj skupne debeline 65 cm in čiste izolacije več kot 51 cm. S tem smo šele lahko dosegli praktično, da smo to hišo zgradili v pasivnem standardu. Pa ste že kdaj prej tako debele stene gradili? Ne, to je prva takšna stena in mislim, da je tudi edina v Sloveniji in verjetno tudi v širši okolici. So vse te inovacije plod zgolj vašega slovenskega znanja? Tako je, to je plod našega znanja v sodelovanju z arhitektko in z investitorjem, ker praktično z do sedaj znanimi rešitvami nismo uspeli te hiše zgraditi v takšnem standardu in smo praktično morali izboljšati sistem in s tem pač doseči potem res to pasivno gradnjo. Tako da tudi v Darmstadtu so praktično bili navdušeni nad temi našimi naprednimi rešitvami. Ste pa tudi prejemniki nagrade lanskoletne Najlesena gradnja 2016. Ste to nagrado prejeli za to hišo? Ne, za to hišo jo nismo prejeli, čeprav bi si tudi sigurno zaslužila. Hiša Najlesena gradnja je bila zgrajena v Kanjem dolu. To je taka prijetna hiša, ravno tako atraktivna za pogled, grajena iz naravnih materialov in tudi seveda zelo prijetna za bivanje. Kako že vi rečete, danes naša hiša, jutri vaš dom? Točno tako. Lastnik se tudi sam profesionalno ukvarja z gradnjami in si je zadal cilj, da bo sebi zgradil dom, ki bo imel veliko steklenih površin, debelino izolacije preko pol metra in bo zgrajen po standardih za pasivno gradnjo. Želje so bile velike, zahteve še večje, budžet pa omejen, tako kot pri vseh graditeljih. Gospod Serečko, vi se profesionalno ukvarjate z gradbeništvom. Zakaj lesena hiša? Lesena hiša v bistvu zato najprej zaradi tega, ker sem že zaradi profesionalnosti vedel, da se iz leseno hišo da narediti bistveno več v smislu in konstrukcijskih zahtev. Ne nazadnje so pa tisti bivalni pogoji v leseni hiši sigurno boljši kot v zidani, ker do zdaj sva živela v zidanih hišah, in zidana hiša ima svoje prednosti in slabosti proti montažni leseni hiši, ampak sva videla, da je ta lesena hiša dejansko, da ima ugodje bistveno boljše kot zidana hiša. Saj hiša je kar precej prostorna. Koliko ima kvadratov? Hiša ima notranje površine cirka 200 kvadratnih metrov. Že v osnovi sva rekla, ne glede na to, da se staramo, da nismo več med mlajšo populacijo, sva rekla, narediva hišo, da bo imela samo eno etažo, pomeni, da nima ne kleti, da nima mansarde, skratka, nisva hotela imeti nobenih stopnic. Na severu so otroške spalnice ter soba za druženje in učenje. Razkošen notranji atrij ima pogled na drevesne krošnje. Dostop vanj je iz dnevnih prostorov, hodnika in spalnice. Dnevni prostor z veliko kuhinjo in jedilnico se lahko zasenči s posebnimi paneli, ki imajo tudi nalogo varovanja.
Posebna zložljiva vratca v celoti zaprejo omarice in velika kuhinja je v trenutku pospravljena. Prideti v take hiše ni zgolj sreča, a ne, gospod Srečko, bivanje v njej je pa verjetno precej srečno. Točno tako. Mi se v tej hiši tako dobro počutimo, da dejansko zadnje 2 leti nikamor ne gremo. Oba, se pravim, z mojo madam in otroci, mi čakamo, da pridemo dam in smo tle enostavno, se pravim, se res tako dobro počutimo. Srečo gojite doma. Tako je, točno to. In tudi obiski, ki pridejo, da ne govorim, se pravim, kar mencamo včasih, da grejo domov. Ja, se meni se nič ne modi danes. Verjamem. Vas zanima, kako se je lastnica z barvami in vzorci drzno lotila opremljanja majhne garsonjere in kako težko je bilo urediti stanovanje, ki je bilo prvotno del dupleksa? Vse to po oglasih. Stanovanje v novejšem ljubljanskem naselju, ki je bilo sprva del dupleksa, niso mogli prodati. Zato so ga horizontalno razdelili v 2 samostojni enoti in jo prodali. Nakup stanovanja z neuporabnim labirintnim tlorisom se je lastnikom izplačal, saj so ga uspešno preuredili v prijetno družinsko domovanje. Smo v stanovanju, ki je bil prvotno del dupleksa. Ko so ga razdelili na 2 samostojni stanovanji, so se pokazale težave. Gospa Špela, za kakšne težave gre? Stanovanje je imelo prvotno nekih 250 kvadratov in med samo gradnjo so ugotovili, da verjetno se ne bo moglo prodati in so ga takoj preprojektirali in razdelili na pol horizontalno, se pravi zgori je ostalo eno stanovanje in mi sedimo zdaj v spodnjem. Mislim, da je zaradi neke hitrosti vsega, kar se je odvijalo, pač bil tloris narejen na hitro in ni bil primeren za bivanje družine. Zato stanovanje je bilo sicer nekaj let v najemu, pač najemniki so se menjavali, na koncu je bila tukaj družina, ki ni mogla v njem normalno bivati. Zato je lastnik stanovanja prodal in kupila ga je druga družina, naši naročniki. Lahko rečem, da je bilo to zelo pogumno dejanje. Jaz si ga ne bi upala kupiti, preden bi videla, kaj se da iz njega narediti. Oni so se sicer za to odločili. Bilo je namreč tako. Vhod v stanovanje je ostal skupen, potem pa stopnice vodijo v zgornje stanovanje in posebna vrata v to stanovanje. Spodnji del stopnic vidimo tukaj v sredini tega spodnjega stanovanja in vspodaj smo to nekako zakrili z boksom, v katerem so omare, ki spadajo v kuhinjo, hladilnik, vrata v shrambo, ki je pod stopnicami in na drugi strani TV element. Vhod v stanovanje smo tudi prestavili, ker prej je bil tako, da ko si odprl prva vrata, nisi mogel skozi druga, tako da zdaj smo to naredili tako, da je normalno dostopno, naravnost. To pomeni, da so se vrata križala? Križala so se, ja, tako da recimo oseba na vozičku invalidskem ni mogla sploh v stanovanje. Midva sediva zdaj v kuhinji, ki smo jo postavili tukaj zato, ker smo jo lahko povezali z steklom v zimskem vrtu, da smo naredili enosrednji bivalni prostor, ki ima vseeno dnevno svetlobo. Lahko smo pa potegnili vodo v kuhinjo iz kopalnice, zato je dobila pač mesto tukaj. Prehod je bil nekoliko ozek, zato smo tukaj si zamislili mizo s klopjo in ne s stoli, zato da smo malo prostora pridobili. Posebnost pa je, da je vhod v kopalnico iz kuhinje. Kopalnico smo sicer tudi prenovili, zato smo naredili WC malo zakrit za steno, ker vemo, da v praksi ljudje puščamo velikokrat vrata v kopalnico odprta in nismo hoteli, da je prva stvar, ki se pogleda iz kuhinje, školjka, tako da zdaj školjka lepo spretno zakrita. Druga težava je bilo pa senčenje. Te bloke imajo pač ta sistem zimskih vrtov in teras.
na zunanjem delu in noter pač ni oken. Zato smo namestili vse te spalne prostore v notranji del stanovanja in jih povezali z zimskimi vrtovi. Se pravi, da svetloba prihaja skozi zimski vrt. Ko pa bi mi radi šli spat in bi radi zatemnili, imamo predelno zaveso, da si notranji del prostorov zatemnimo. To govorim za spalnico pa za otroško sobo. Kaj pa sam tloris teh zimskih vrtov? Če sem prej prav razbral, ko sem si to ogledal, je bilo prvotno precej drugače, kot je zdaj. Ja, prvotno sta bili terasi 2 in zimski vrtovi 3. En od zimskih vrtov smo povečali, ga zagradili in ohranili samo eno teraso in v tem novem, večjem zimskem vrtu je nastala dnevna soba. Neža, kakšna so bila izhodišča pri notranji opremi tega prostorsko zahtevnega stanovanja? Midve sva želeli oblikovati neko prijetno in funkcionalno stanovanje. Zdaj želje naročnikov so bile veliko shranjevalnega prostora, predvsem zaprtega, pa tudi nekaj odprtih polic, kamor bi lahko shranili vse te njihove knjige, ki jih imajo kar precej. Tako da je pol nastala ta osrednji kubus, ki v enem delu skriva kuhinjo, v enem delu se pride v to shrambo pod stopnicami, pol je tu še prostor za televizijo, pa vse knjige, pa vse ostale zadeve. Tu smo pol ponovili ta kubus, tukaj je sicer malček zarezan zaradi odpiranja oken. To je... Ja, kaj pa pri samih kakšnih barvnih željah? Glede barv je bilo pa tako, da sta želela naročnika neke umirjene tone, kar smo dosegli z dosti lesa in s temi belinami. Pol pa do te črne smo pa prišli, ko smo zbirali kopalniške ploščice in sicer talne kopalniške ploščice. Nekako nam je vsem bila všeč ta varianta s temi heksagonalnimi ploščicami, ki so zdaj izjemno trendovske. Tako da je pol iz tega smo prišli še na vse te črne. Potem pač se je zgodila tudi ta tapeta v spalnici, ker je gospod fizik, smo zbrali to tapeto z motivom vesolja. Tapeta v spalnici je pač fajn, zato ker pol ne rabite dodatnega vzglavja, ker se tapeto samo pobriše. Se mi zdi, da ta želja, vajna želja po funkcionalnosti tega stanovanja pride zelo do izraza tudi v otroški sobi. Ja, otroška soba je bila načrtovana tako, da je pripravljena na rast te družine. Zdaj imajo sicer naročniki samo enega otroka, ampak smo že zdaj v spalnico postavili pograd, ki ima stopničke do gor. V stopničkah so spet shranjevalni prostori, je polička. Zdaj trenutno je v tem zimskem vrtu, ki je del otroške sobe, še igralni kotiček. Kasneje pa je načrtovana taka velika pisalna miza, ki zagotavlja dovolj delovne površine 2 otrokom. V otroški sobi je prav tako napeljana zatemnitvena zavesa, ki ločuje igralni in spalni del, zato da pač zagotavlja nek miren in trden spanec v Ljubljani, ki je precej osvetljena tudi po noči. Lastniki so zelo zadovoljni s prenovo. Nova zasnova in prenova interierja sta prinesli rešitev, kakršno so si želeli. Družina se v novem domu dobro počuti, bivanje pa je nadvse prijetno. Nasprotja se privlačijo, pravi ljudski rek. Tako je tudi prazna garsonjera, ki meri zgolj 32 kvadratnih metrov, kot nepopisan list pritegnila mlado oblikovalko, polno idej, ki je stanovanju dala živahen pečat. Zagotovo ste si kdaj na internetu navdušeno ogledovali fotografije majhnih stanovanj in pri tem pomislili, da imajo takšne domove zgolj na drugem koncu sveta. Pa ni tako. Tudi v totem Mariboru smo našli življenja polno žepno stanovanje, ki ga je lastnica opremila s strastjo. Anja, sva v zelo ljubkem stanovanju, ampak kakšno je bilo to stanovanje, preden ste ga dobili vi v roke? Stanovanje je bilo popolnoma prazno. Ko sem prišla not, so bile bele stene, edino podest je bil neka osnova kuhinje in to je to. Stopnice so že bile? Stopnice so bile, ja. Stanovanje meri zgolj 32 kvadratnih metrov.
V majhnem ambientu bi pričakovali bele stene, čim manj vzorcev in minimalizem, a lastnica garsonjere se je drzno lotila opremljanja z barvami in vzorci. V prvem koraku sem vedela vse. Kje bo kaj stalo, kje bo kakšne slike, kam bo kaj postavila. Dejansko sem imela v prvih 10 sekundah stanovanje zaskicirano v glavi. Usoda. Nekaj takega. Tukaj je ogromno ene vaše osebnosti po stenah, napisi, različne barve, teksture. Odkot ste jemali navdih? Navdih moram reči, da je prišel predvsem iz interneta. Blogi, brskanje, tam moram reči, da sem si že ustvarila neko idejo. Drugače pa mi je bil vedno cilj ustvariti stanovanje toplo in domače. Tako da mislim, da mi je s tem, s toliko slikami, s toliko detajlov to uspelo. Se pravi, ste črpali iz celega sveta, internet je hiter. Koliko hitri ste bili vi pri opremljanju? Kar hitra. Kaj se tega tiče, sem pa res hitra. Takoj, ko dobim idejo, grem takoj v akcijo. Tako da do prvega rezultata, da sem bila res zadovoljna, je nekje trajalo pol leta. V večjih stanovanjih vrata ločijo posamezne prostore, zato je lahko v vsaki sobi drugačna opremljevalska zgodba. V garsonjeri mlade Mariborčanke pa prevladuje enoten slog, imenovan eklekticizem. Tudi če bi imela večje stanovanje, bi izgledalo nekaj takega. Tako da vrata meni ne bi nekaj dosti pomenila, ker rdeča nit mora iti skozi celo stanovanje. Garsonjera deluje razgibano. Poglobljen bivalni prostor in 4 metre visok strop sta Anji omogočila, da je stanovanje izkoristila v 2 nivojih. Tako stopnice iz dnevne sobe vodijo v spalnico na podestu. Kam pa shranjujete oblačila, kuhinjske pripomočke, stvari, ki so za v kopalnico? Celo stanovanje je opremljeno na taki način, da je vse na dosegu roke. Omar skoraj da nimam, večinoma vse stvari stojijo na policah. Edino, kaj je res veliko, je omara v spalnici. To pa mora biti, ker sem vseeno punca z zdravim apetitom do oblačil in čevljev. Tako da, omara v spalnici pa je res velika. Kuhinja še je posebej zanimiva. Vse, kar potrebujem, imam na 2 policah. Na njej so krožniki, kozarci, skodelice in to je to, kaj potrebujem. Uporabljam še lonce, tudi ti visijo. In dejansko omar ne uporabljam. Vse, kaj je za tem not, je tako rekoč prazno. Nadvse spretno je izkoriščen tudi prostor pod stopnicami. Tukaj pa imam sušilni stroj in pralni stroj. Vsa kopalnica je tako mala, da not nisem dobila teh stvari. Zagrnila sem jih z zaveso, roza barve, tako da dejansko privlači, ko človek pogleda. Je še estetsko, ne? Skoraj je prav, da je zmanjkalo prostora kopalnici. Res ja. Tako je bilo mišljeno. Bojler je tudi na zanimivem mestu. Ja, bojler pa je skrit v vstopu v spalnico. Tako da skoraj ga ni videti, ker je lepo za ekom. Ima vsaka stvar v tem stanovanju funkcijo? Ja, ima. Se pravi, tista lestev tam ni zgolj za okras? Ne. Pajčevine se nekako morajo doseči in obrisati. Pri opremljanju je Anja vse skozi skrbela za ravnovesje med novim in starim. Starina me zelo privlači. Tudi ko sem stanovanje kupovala, me je zunanjost hiše zelo navdušila. Zaradi tega, ker še je bila stara fasada, opeke so bile zunaj, tako da vsak, ko jo je videl, je rekel, joj, kdaj pa bojo to popravili, jaz pa upam, da nikoli. Tako da tu sem vedno probala ohraniti starino in vseeno dodati nekaj svežega. Ste po poklicu fotografinja in oblikovalka, tako da ni naključje, da tudi pri vas stene govorijo. Odkot vse te? Na stenah so vsa moja potovanja, kje sem kdaj bila in želim, da ko se sprehajam skozi stanovanje, dobim pozitivne asociacije in nekakšne spomine o tem, o lepih časih. Imate tudi en del stene, kjer se izražate lahko vsakodnevno, to je ta stena za mano. Res je. Ta stena je nastala prvi teden, ko sem se vselila v stanovanje. Res pa je, da imam takšno steno v vsakem prostoru, takoj ob vhodu in v spalnici, čez celo steno.
Pomembno mi je, da lahko napišem v trenutku vse, kaj se mi porodi v glavi. Nekateri ljudje pravijo, kar se mene tiče, je to kar napaka, saj si bom zapomnil, ampak ni res, takoj se je treba napisati. To uporabljam za ideje, za kaj je treba kupiti, kam hočem iti, za vse. Vse, kaj imam v glavi, hočem takoj napisati. Zaradi tega imam krede vse posod res pri roki, da lahko takoj vedno. Imate eno v žepu? Dobro, ne, ampak za tvojim hrbtom pa. Ja, pametni pišejo, pravijo, ne? Tako da očitno ste pametna. Hvala. V spalnici je vratolomna oziroma hinavska višina. Kakšen način premikanja imate po spalnici? Zanimiv. Ampak moram reči, da mi je to ravno bilo všeč, ko sem prvič videla, ker je bilo nekaj posebnega, tako celo stanovanje. Res pa je, da manjka dostojne višine nekje 1 decimeter. To pomeni, da glava vedno mora iti malo na stran. Večinoma se kak pridem gor, lepo na kolena, pa naredim svojo pot do postelje kar na kolenih. Ja, 2 taktike, ali po kolenih ali po riti. Po kolenih. Po kolenih raje. Ja, res je, se dlje pride. Detajle malega pisanega stanovanja si lahko ogledate tudi v virtualni tehnologiji 360 stopinj na naši spletni strani www.tvambienti.si. Vabim vas, da nas spremljate tudi na našem Facebook profilu TV Ambienti. Imejte se lepo, uživajte, najdite si nek svoj ambientalni užitek in vidimo se spet prihodnji teden, ko si bomo ogledali terasa stvrt, ki je razdeljen na sobane, in na zunaj strogo moderno hišo, katere notranjost nas prijetno preseneti z domačnostjo in toplino podeželskega doma.